pa pač vabim tudi nosilca, ali kako bi rekel, odgovornega za program Urbak v Sloveniji, Tomaža Miklavčiča z Direktorata za graditev prostora in stanovanja, z Ministrstva za okolje in prostor. Marko, hvala, da sem zdaj postavil to zelo vlogo. Jaz sem se v Mariboru, kar večkrat v Mariboru, kar je pravzaprav super. Za tega, da malo spoznamo nekaj programov, da malo spoznamo nekaj druge ljudi, da malo spoznamo nekaj nove, drugačne prakse, nekaj druge pristope, spoznamo z nekaj lokalnih ljudi. Včasih je, zdaj govorim kot državni uradnik, včasih imamo mi malo težavo, da ne vidimo pravzaprav, ne vemo, kaj so neki realitni in ne znamo, da programa je kako reagirati. Zdaj, program Urbak je program, ki je namenjen ravno temu. Program Urbak je namenjen temu, da bi se med sabo sodelujemo, da se pogovarjamo, da se izmenjujemo izkušnje, pravzaprav, da se neke dobre prakse izmenjujemo, da iščemo neke nove, kreativne, drugačne rešitve. Program Urbak je en zelo majhen program znotraj evropskega trajnega sodelovanja, je pa program zelo specifičen. On se namenjen mesto. To je nek križen program in dotacija, ki se v zadnjih 10 profiliral. Je program, ki je finančno zelo šibak, majhen, ampak mogoče ravno to, mogoče ravno tisto nek moment, nek zagon ljudem, da med sabo da stopijo skupaj, da se pogovarjajo, da so kreativnišče, da išče neke nove rešitve. Program pri tem seveda omogoča mesto neko strokovno podporo, svojo pač metodo, mestom pomaga, kmečkom pomaga, da se zdržuje, da oblikujejo neke lokalne skupine in zraven še pravzaprav omogoča, da se sodelovanje pač vrhunskih strokovnjakov, ki mesto razrežili skozi nek proces pristopile. Jaz sem vesel, da lahko povedal, da se program organizoval v prihodnjem programskem obdobju in zato pred kakšnim letom ni bilo čisto temu ravno tako, ker program organizoval temu, da se bo da bo prebegel svojim delovanjem. Države članice so v procesu pogajanj s komisijo dosegli program, da ostajajo neke vsebine, bodo pravzaprav ostale in se gradili v prihodnjem programskem obdobju. In da nadaljujemo teh 15 let dosedanjega dela, da te izkušnje, ki so bile akomodirane, ki so bili podpremljeni, da vse to ostane. Zdaj, tisto, kar se meni zdi, da je še taka zelo dobra nadrežnost tega programa, je ta, da je to vedno dobra praksa. To vedno na tem, da pravzaprav aktivira neko znanje, a to znanje potem posreduje, da na ta način v bistvu bogati evropski prostor. Sodelovanje 17 mest. Kar nekaj 17 mest je bilo vključeno v ta program v teh 15 letih. Ne zelo veliko, nekaj pa in zdaj smo s tem zadovoljni. Vse se težimo, da je se prihodili še nova mesta vključila, da je Maribor je zelo močno vključen, vključila Idrija, Ljutomer, recimo na tem delu Ljubljana se vključuje v ta program v zadnjem času. Tudi Celje je vključen, bi pravili še, da se vključi nekaj vključe za naše še malo manjša mesta, da pravzaprav tudi zato, ker program omogoča tem nekako stopijo v ta evropski prostor sodelovanja. Odpira vrata tudi druge programe, druge projekte, tudi nekih drugih dodatnih sredstev evropske fizijske politike. Zdaj, pri nas na ministrstvu, ki smo donosili vse urbane politike v Sloveniji, program Urbak izkoriščamo en medij za neko promocijo teh modernih pristopov, hkrati pa skupaj z IPOP-om in pa z Vzhočne Slovenije še z dodatnimi dogodki, dodatnimi aktivnostmi želimo promovirati to urbano politiko, ki temelji na participaciji, na sodelovanju, na iskanju novih rešitev, neke kreativnosti. Zavedamo se, da se kot država ni naša naloga samo ta, da z neko zakonodajo pravzaprav neke stvari normiramo, zapremamo, da predvsem, da odpiramo vrata, da tudi mi prvo pa naše neke nove prakse, neke drugačne poglede, tudi nekaj kreativno. Hvala lepo danes za povabilo, hvala lepo za organizacijo tega dogodka in veseljamo, da bomo še dosti poznali. Zdaj pa, mogoče preden gremo na
izkušnje dosedanjih, bi rekel, mest in občin v Urbaktu, da čist na kratko predstavimo nek okvir urbane politike v Evropi. Sam zato, da bomo približno imeli boljšo sliko, kam pravzaprav se program Urbakt umešča. Zdaj, urbana politika v Evropski uniji nekako sodi v celoti v polje kohezijske politike. To se pravi, to so ta največji, recimo, denarji poleg kmetijske politike, ne, ki pa jih večinoma, v veliki večini si razdelijo države. To je pač denar, ki ga nekako se po nekem ključu, ki ga se spogaja tako ali drugače v teh fazah priprave nove finančne perspektive, glede na določen dejavnika, zlasti razvitost, ne. In večina tega denarja po nekih skupnih, sicer bi rekel, prioritetah potem razdelijo same države. En del je pa tist, ki je na nek način skupen za celo Evropo. No? In Urbakt sodi v ta del, ki se imenuje Evropsko teritorialno sodelovanje. In ko govorimo o urbani politiki v EU, vedno pravzaprav poudarjamo tako imenovan trajnostni in celovit urbani razvoj. Torej, ne karkoli, kar se dogaja v mestih, ampak nekaj, kar temelji na trajnostnem razvoju in kar je nek integriran razvoj, ki povezuje različne sektorje, različne vidike pač politik, ki se odvijajo v mestih. Od sociale do prostorske politike, do ne vem, gospodarskega razvoja, do seveda ne vem, šolstva, zdravstva in tako naprej. Skratka, in vse to se pač nekako mora povezati v nekem prostoru in z nekimi v končni fazi akterji. In to je to, ko nekako govorimo o celovitem urbanem razvoju. Skratka, sustainable in integrated, to so tisti dve besedi v angleščini. V tem tekoči finančni perspektivi, kjer še vedno smo in v okviru katere tudi ta razpis, ki ga bomo danes predstavili, poteka, to se pravi 2014 do 2020, je urbana politika v tej uredbi o Evropskem skladu za regionalni razvoj. Nekako 3 členi so ključni za to urbano politiko. 7. člen, o katerem se je mogoče največ govorilo, ki zahteva, da države vsaj 5% tistih sredstev, se pravi tega velikega žakla, ki ga same delijo, namenijo za ta tako imenovan celostni oziroma trajnostni in celovit urbani razvoj. Pri nas se je v dogovoru med Ministrstvom za okolje in prostor in bi rekel s drugimi državnimi, pač tistimi organi, ki nekako kohezijsko politiko vodijo in pa v dogovoru z občinami to peljalo skozi trajnostne urbane strategije, ki so jih morale pripraviti za koriščenje teh sredstev mestne občine. Se pravi, vseh 11 mestnih občin, med njimi tudi Maribor, ste v 3-4 leta nazaj sprejeli, oziroma pripravili in sprejeli trajnostne urbane strategije, ki so potem predstavljale osnovo oziroma vsebinsko podlago za to, kar se potem izvaja skozi celostne teritorialne naložbe, kot se reče tem integralnim ukrepom na ravni države. Prvi projekti tega se grejo zdaj počas v izvedbo in se bojo še nekaj let odvijali. To je pravzaprav en kar zajetni žakelj denarja danes za mestne občine, v bistvu skoraj edini razvojni denar za občine v Sloveniji v tej finančni perspektivi, ki gre na lokalno raven direktno. Potem je drugi pomemben člen, je tale 8. člen, ki določa te inovativne urbane ukrepe, Urban Innovative Actions. To je pa pravzaprav ena aktivnost, ki pa na ravni cele Evropske unije podpira neke projekte, kar velike projekte v mestih, posameznih mestih, zlasti pač seveda neke zelo malo, bi rekel, take nove prakse, inovativne prakse. Spet imamo
mislim, na drugem razpisu sta bila uspešna tako Maribor kot Ljubljana, kar je velik uspeh bil takrat, ker pravzaprav na vsakem razpisu je samo 15 mest v Evropi približno bilo uspešnih, zdaj mislim, da tretji je bil zaključen, četrti je zdaj bil odprt, petega pa pripravlja, to bo pa to. Tako da vsega skupaj bo enih 60 mest dobilo podporo. No in to so projekti, ki so vredni nekaj milijonov evrov in tako Maribor kot Ljubljana sta bila uspešna z svojimi predlogi in to mislim, da je kar pač bil takrat velik uspeh, oziroma še vedno tega urbane politike na ravni EU. Druga mesta pa pač potem tudi, ki sodelujejo v tem programu, pa potem skupaj z mesti, ki nekako izvajajo trajnostno urbane strategije po celi Evropi, ki jih je pa še, sodelujejo pa v tem Urban Development Network, to je pa neka omrežje mest, ki ga določa pa ta 9. člen uredbe, ta se pa dobiva na nekih, to je pa neka mreža, ki se pač na nekih srečanjih dobiva in na posamezne teme izmenjuje izkušnje med mesti in izkušnje z izvajanjem teh aktivnosti, ki se izvajajo skozi ta trajnostni in celovit urbani razvoj. No in ta Urbakt je pa nek poseben program, ki je tudi pomemben element urbane politike v EU, nima pa posebne zakonske podlage, pač pa je del evropskega teritorialnega sodelovanja. Tako da je del nekega sklopa, ki zajema tudi te programe, ki jih poznamo kot ESPON ali pa Interreg, bivši, se pravi čezmejno in transnacionalno teritorialno sodelovanje. Še ena posebna veja te urbane politike je pomembna postala v zadnjih letih. V letu 2016 so države članice sprejele Amsterdamski pakt, mislim, da se reče, ne vem, kako je slovenski prevod. Dogovor iz Amsterdama, Amsterdam pakt je v angleščini, ki je nekako določil oziroma opredelil urbano agendo EU. In gre za nek pač krovn policy, se pravi politični dokument, ki opredeljuje neke prioritete delovanja v naslednjih letih na področju mest, se pravi na področju trajnostnega celovitega razvoja, urbanega razvoja, in operativno se pa izvaja skozi partnerstva, v katerih sodelujejo tako institucije na ravni EU, naprimer Eurocities, Urbakt, tudi komisija, mislim, da ima ponekod predstavnike v nekaterih partnerstvih, pa seveda tudi države in mesta direktno. Gre za recimo povprečno 10 do 15 partnerjev v takih partnerstvih, ki se na tehle 12 tem najpomembnejših, recimo ključnih tem za mesta srečujejo in večina, oziroma kar en lep del tehle partnerstev je zdaj že v zaključku svojega delovanja in zaključujejo pa z akcijskimi načrti, ki bodo nekako predstavljali okvir ali pa ta politični okvir, verjetno si predstavljam pač tudi kohezijske politike v naslednjem finančnem obdobju, hkrati pa predstavljajo tudi neka priporočila za delovanje držav in mest, kako pravzaprav lažje in bolje izkoriščati sredstva, upravljanje in pač dosegati neke učinke na lokalni ravni. Slovenija sodeluje v 6, zdaj že 6 partnerstvih. Stanovanja, digitalna tranzicija, urbana mobilnost, krožno gospodarstvo, kjer je še posebej močna, trajnostna raba prostora in sonaravne rešitve in pa zdaj čisto nazadnje še kultura in kulturna dediščina. Različni partnerji Slovenije nekako sodelujejo v teh partnerstvih, ponekod ministrstva, ponekod skupnost občin regionalne agencije, recimo RRAU je kar dvakrat noter. No in zdaj nazadnje tudi mestna občina Slovenj z ministrstvom za kulturo, pač na temo kulturne dediščine. Toliko o urbani politiki. Zdaj, mi poskušamo
IPOP nekako prevajati določene te vsebine, ki se skozi urbak in urbano politiko na ravni EU odvijajo, prevajati po eni strani dobesedno v slovenščino, ker je to tudi ena od naših nalog, ki jih v urbak tu odvijamo, oziroma izvajamo. Po drugi strani pa tudi vsebinsko na nek način v naš kontekst prenašati neka znanja, neke izkušnje in ta namen pač delamo na različne načine ozaveščanja, skušamo izvajati in med njimi so tudi tele publikacije, ki ste jih tamle, upam si lahko vsaj nekateri vzeli. Tale priročnik za boljše sodelovanje z javnostjo je eden, pač pri urejanju prostora, ki je izhajal v veliki meri iz teh dobrih praks programa Urbak in iz nekih praks, ki smo jih nekako skozi našo prakso uspeli opredeliti. In je res veliko tako uporabniški priročnik zlasti za občine in druge javne institucije, kako nekako peljati to sodelovanje z javnostjo. Še bolj direkten veliko prenos Urbaktovih rezultatov je pa tale zbornik Mesta mestam, kjer smo pa naredili pravzaprav izmed tistih skoraj 100 dobrih praks, ki jih je Urbak zdaj že opredelil oziroma nagradil kot primere dobrih praks na nekaterih od teh področjih. In smo izbrali tiste, ki so se nam nekako zdele najbolj relevantne za slovenske razmere, med njimi seveda tudi vse, ki so bile slovenske izbrane. In temu zborniku smo rekli Mesta mestom, kar pač je prenos iz enih mest, dobrih praks iz enih mest v druge. To je tistle rožna, tale publikacija. Zdaj, je še en zbornik, ki smo ga sicer mi pripravili v drugem okviru. Najnovejša naša publikacija je pa pri sebi berilo za trajnostno urejanje prostora, ki pa tudi poskuša nekako, ki pa sicer v drugem okviru nastala, ni neposredne zveze z Urbaktom, ampak v bistvu pa v isto smer deluje, skuša nekako sistem urejanja prostora v povezavi z pač drugimi politikami narediti razumljiv za neke uporabnike tega sistema. To so pa recimo bodisi prebivalci, bodisi neke nevladne organizacije, v končni fazi tudi občine in veliko neke strokovne institucije, ki se ne srečujejo vsakodnevno z sistemom urejanja prostora, ampak pač tam tu pa tam uletavajo na van, ker gre seveda za en precej kompleksen, bi rekel, sklop ukrepov, ki jih je malo težko razumeti. Tukaj smo skušali po en stran z nekimi razlagami, po drugi stran pa z nekimi dobrimi primeri pomagati razumeti ta, bi rekel, kompleksen mehanizem, skozi katerega pravzaprav se naše neposredno okolje nekako oblikuje. To bi jaz zaenkrat s tem bi zaključil. Če so kakšna vprašanja, zdaj že, če ne bi čist v zvezi s temi publikacijami ali kakoli, če je kaj takega, ki se jih da dobiti, recimo na naši spletni strani, so še malo, niso še, ne, zdaj smo bili pa pri novi spletni strani, da se upravičujem in je trenutno niso dostopne, ampak bodo pač brezplačno, seveda se jih da naložiti na naše spletne strani, da bomo obliki Zdaj bi pa jaz kar povabil, da se mi pridružijo predstavniki mest, ki so sodelovali v programu Urbak. To je iz mestne občine Maribor, Andreja Budar, prosim, Maruška Markovčič iz mestne občine Ljubljana in pa Klemen Strmšnik, ki pa je kot v programu Urbak sodeluje kot vodilni strokovnjak. To je pa, bi rekel, ta vloga, ki je vsako od teh omrežij, poleg partnerskih mest, dobi, ali pa program dodeli tudi enega strokovnjaka, ki mu pravzaprav pomaga voditi in usmerjati, strokovno usmerjati pač delo omrežja. Čakaj, zdaj,
Zdaj bi najkrat prosim, v bistvu, da vsak nakratko predstavi, ne, v 5 minutah, to, na čemer pravzaprav so lahko tudi filmček znam za vzadje, ali prezentacijo? Kaj pa prezentacijo še filmček? Zdaj se mi zdi bolj ključno to, eno je,
hvala. Za začetek hvala. To pojasnilo, ki sem ga na začetku, ker nisem nekako predstavil programa Urbak kot statska, zato sem to pojasnilo dolžen. Urbak pozna 3 vrste, v tem obdobju pozna 3 vrste omrežij. V prejšnjih 2 obdobjih je bil v bistvu sam en tip omrežja in to je ta, za kakršnega je tudi ta razpis, to so ta akcijska omrežja. Zdaj, v Mariboru je sodeloval vseh, skoraj da vse, razen zdaj v zadnjem v prenosnih, ne? Ampak skratka, sodelujete, ste v več teh akcijskih omrežjih in pa tudi v enem implementacijskem omrežju. Implementacijskih omrežjih, kot smo zvedeli, ne bo več. To so bile poskus, ki so bili v tem obdobju in se ni najboljše obneslo, ne vem, kakšna je vaša izkušnja, pa pravi, da je pač da je bilo težko. No, sej za tiste, ki delujejo, očitno delujejo in je v redu, da se šlo naprej. Tretji tip omrežij so pa tako imenovana prenosna omrežja, ki je bil pa dvostopenjski razpis. Najprej so se izbirale dobre prakse, potem so pa nosilci dobrih praks lahko kandidirali naprej. No? In to je pa zdaj primer Ljubljane, ki v tem primeru bila izbrana kot primer dobre prakse na 2 področjih in z enim od teh ste potem šli naprej tudi kot vodilni partner v tem prenosnem omrežju. In zdaj mogoče pa še vaša predstavitev, vaša izkušnja. Ja, nekaj krajšnja malo je, čisto. Ja, res je, mi smo pravzaprav bili prepoznani kot dobra praksa in sicer z našo čebeljo potjo, kot smo jo pomenovali. In sicer zasnovali smo jo na odseku za razvoj podeželja, ki deluje znotraj oddelka za varstvo okolja mestne občine Ljubljana. In sicer, lahko kar naprej, ja. To je bila pač neka osnova, ki smo jo potem želeli pa nadgraditi z prenosom, oziroma pač želimo to dobro prakso prenesti na ostala mesta. Trenutno smo v partnerstvu še s 5 mesti, in sicer kot vidite Amarante iz Portugalske, potem 12. okrožje Budimpešte, polsko mesto Bydgoszcz, potem je Cesena iz Italije in pa Nea Propontida iz Grčije. Vse skupaj se je začelo, pravzaprav tako kot ste rekli, s prvo fazo, ki smo skupaj s 2 partnerjama začeli našo zgodbo, naredili pravzaprav nekje izhodišča, kako bomo določene zadeve prenašali, kar je bilo pomembno, da smo v tem času dejansko prakso spravili v teorijo, kar je bilo zelo težko, tako da bom povedal. Mislim, zelo težko dejansko, jaz sem praktik in večinoma te stvari delam na ta način, da poskušam to pač narediti na terenu. No, zdaj je bilo pa treba zaradi tega, da se ta praksa sploh lahko drugam prenese, te stvari pač seveda ubesediti. Prva faza je trajala med 4. aprilom in pa 4. oktobrom, v tem času smo te stvari pripravili. Potem je bilo pa treba kandidirati še na drugo fazo, ki smo bili uspešni, no, tako da bomo zdaj z delom nadaljevali do 4. decembra 2020. Veliko veselje in pa srečo imamo, da je pravzaprav Klemen naš vodilni ekspert pri pomoči prvič na ta način odpade pravzaprav jezikovna bariera pri delu z vsemi partnerji. Na drug način je pa pravzaprav on tako blazno izkušen pri delu z skupinami, da teče delo izredno tekoče. Postavili smo si določene cilje in izzive, malo več bomo seveda potem še malo, tako da zdaj sam na kratko mogoče prvič prenesti to dobro prakso čebelje poti, ki pravzaprav ni samo pot, ampak je neke vrste filozofija delovanja. Čebele so samo simbol, kako ohranjati biodiverziteto, skrbeti za samo skrbo in tako naprej, znotraj mesta skrbeti za dobro okolje. Potem predvsem dvigati zavest mest, urbanih prostorov, pomenu čebelarjenja v mestih in potem fokus je seveda na urbanem čebelarjenju, izmenjava izkušenj, razvoj urbanega čebelarjenja, kot že naprej in pa pravzaprav nadgradnja čebelje. Se pravi, ne bomo se ostali samo pri tem, da dejansko naše vsebine prinašamo naprej, ampak se želimo od partnerjev pripričiti, ker je gospa povedala, da je dejansko to osnova. In to je tisto, čim smo začeli. Super, hvala. Zdaj pa naprej, ne? Jaz ne pozdrav se skupaj še z moje strani. Moja vloga je malo drugačna, jaz predstavljam nekaj vlogo vodilnega strokovnjaka. Zdaj, jaz osebno prihajam z veliko več izkušenj z drugimi
evropskimi programi in drugimi evropskimi projekti, tako da za mene je tudi to ena nova izkušnja, kot sem povedala, to je prvi projekt, ki delam v Urbaktu. In je Urbakt nekoliko specifičen tudi z tega vidika podpore pravzaprav partnerstvom. Večina nas je navajena tistih klasičnih EU-projektov, kjer se pač partner preko javnega razpisa izbere svojega izvajalca, oziroma izbere najboljšega na ponudbo, in potem te zadeve se teče. Tako je recimo, ta način je tukaj nekoliko drugačen, ker Urbakt sekretariat v bistvu vztraja na tem, da ima neko validirano bazo svojih ekspertov, za katere poskrbi, da dosegajo neke standarde, za katerimi tudi mi redno kot strokovnjaki sodelujemo, skratka smo v rednih stikih, hodimo na neka dodatna izobraževanja, imamo neke pojasnevalne sestanke, veliko med sabo se mrežimo in debatiramo, sploh recimo v tem primeru prenosnih omrežij je bilo kar tako, da smo imeli 6 mesecev v prvi fazi odprto bazo podatkov, smo med sabo komunicirali in si pravzaprav en drugi pomagali nekako nadaljevati svoje projekte, ker je bila taka zelo zanimiva izkušnja. Tako da moram reči, da z tega vidika je tudi za tiste, če koga morda, če kdo me takne z vami slučajno danes, ki bi želel postati vodilni ekspert, je to taka zelo zanimiva izkušnja. Jaz posebno razumem svojo vlogo bolj kot nek most med partnerstvom in Urbaktom, ravno načina sodelovanja, ki si ga je zamislil Urbakt s temi vodilnimi eksperti. Nečkaj je morda omejujoče to, da se pač od ene osebe pričakuje, da bo kar vse vedla pa vse pokrila, kar je pač realno malo težje, izgledljivo, ampak tisto ključna zadeva, ki ponavadi je, se pravi, da se od vodilnega eksperta pričakuje, da bi nekako usmeril celotno partnerstvo, pa skrbel za to, da se mi stvari tekle nemoteno in tudi nekako strokovno podprl te zadeve, pravzaprav prerasli to vlogo in zdaj pridemo do neke pravzaprav dejansko že vloge nekega skoraj trenerja ali pa coacha ali pa jaz včasih rečem že tudi malo psihologa včasih si malo vreča za sproščanje frustracij, včasih si malo ravna, kateri se pozivka, tako da je ta psihološki moment kar pomemben. Je pa tisto, kar se mi zdi ključno pri nas, da smo odprti, komunikativni, tako res tiste, ki se pa najbolj pričakuje in kar Urbakt tudi najbolj poudarja sam sekretariat, tako da pomagamo iskati rešitve. Mi smo tukaj, nismo zato, da izvajamo projekt, nismo zato, da delamo na mesto partnerjev, ampak smo nekaj, da pomagamo zadeve reševati in v bistvu tudi sklepati, da govorim sam za partnerstvo. Če da lahko kar naprej, v prvi fazi je bil za mene ključni izziv to, ravno to, kar je Maruška prej omenila. Ona je praktičen človek, dobra praksa je nastala iz prakse, ne iz teorije, skratka iz nekega skupine ljudi, ki je imela voljo nekaj narediti, ne da bi bila za to plačana ali pa posebej nagrajena, ker enostavno so si želeli nekaj napredka. Ta dobra praksa ima že kar veliko nekaj nevladne organizacije, komponente, vse podrejene, nekega NGO-skega pristopa. In prav to razumevanje, kaj se zdaj skriva vzadaj za to dobro prakso, kako je ona dejansko nastala, spravo razumeti ideje, razumeti vsebino, razumeti, kako ta skupina deluje, kako vse zadev nastala, je bil nek največji izziv. Ker brez tega daljnega razumevanja je nemogoče zadeva pravzaprav spraviti v neko obliko metodologije, ki je zahteva Urbakt, se pravi neke spremljivke študije. In pravzaprav je tudi nemogoče prenesti v čist neko drugo okolje, ker ta zadeva je nastala pod nekimi specifičnimi pogoji. Tako da tle se mi res zdaj ključno to, da je to neko sodelovanje res dobro med vodilnim partnerjem, zdaj Maruška je malo govorila, da smo imeli srečo, smo vsi srečo. En z drugim, se poznamo se že prej z drugih projektov, zato smo tudi nekako našli ta skupen jezik, da smo skupaj stopili to zgodbo, ampak to odprtost, to, ko ste pregovorila, da se pokažeš tudi stavo, da se govoriš, kaj pa ni funkcioniralo dobro, je ključno pravzaprav za uspeh in take zgodbe, ker samo to lahko pravzaprav prideš do nekega uspeha. Zdaj, v drugi fazi, pričakujem, da bojo ključni izzivi, pa bi vsem to zdaj, kako pa zdaj to neko teorijo, ki smo zdaj se stavili skupaj, pa tako lepo postavili tiste transferivne študije, ne stavljati prakse. Zdaj gremo do praktičnih problemov, tako da nekako pričakujem, da bo to nekako tisti največji izziv, poleg tega, da bo treba te rešitve prilagoditi zelo različnim pravnim, formalnim, družbenim, kulturnim okvirjem, tudi včas način razumevanja, da poudarek Urbakta na temu, da mora biti mreže evropske in res čim bolj raznovrstne, je v bistvu fantastičen, ker, ne vem, sami da zmoguško tako gledala na to, da v bistvu nam pravzaprav omogoča neko samo evaluacijo naše dobre prakse, kako pravzaprav pa je ta dobra praksa sploh premisljiva v druge kulture, v
občina, ne, in nek feedback nazaj, ne, kako bi se jo dal pa dodatno narediti. No, to so neke izhodišče za naprej in poče, da ne bomo. Okay. Sej, jaz mislim, da zdaj ideja je, da še par vprašanj vam jaz postavim, potem bi pač odprl vprašanje še za skupke. Mogoče, ker je že glih, smo pri vodilnem strokovnjaku ste omenili, da bi tudi vi radi omenili nekaj. Kako ste vi pravzaprav, a ste ga vi izbrali, a vam je bil, ga je vodilni partner izbral, a ga je Urbak dodelil, pa kako ste bili zadovoljni z njih, pa z njegovo vlogo, kaj ste bili? Mislim, da je eno pravilo, da vodilni partner izbere vodilnega eksperta omrežja, ampak tisti vodilni ekspert omrežja mora pravzaprav za vsa mesta v omrežju skrbeti enako kot za vodilnega partnerja. Zdaj bi jaz rada tudi povedala, kako je on pravzaprav pomagal, zakaj smo mi v Mariboru ravno prišli do objekta te prazne stavbe KPD. Ne vem, koliko poznate ta objekt, to je 3/4 prazna peterokraka stavba za Europarkom. Znana je tudi potem, da en krak je pač obnovljen, tam noter je Mariborska razvojna agencija, vse ostalo je neobnovljeno. Obnovljen je pa tudi en prizidek karantena, tam so tudi kulturne dejavnosti notri. No, kljub vsemu glavna stavba, tista peterokraka stavba so 4 kraki, so prazni, 2 kraka sta v lasti mestne občine Maribor, to je zdaj samo tak na kratko. In ko smo začeli s tem projektom, ko nas je vodilni partner v Neaplju povabil k sodelovanju, takrat smo že kmalu spoznali tudi vodilnega eksperta in vodilni ekspert ima to nalogo, da mora čisto na začetku v prvi fazi projekta tudi na nek način priti v vsako od mest, pa da vidi, ne, kaj je tam tistega najbolj zanimivega in kako bi on lahko tudi vsa ta mesta povezal. Ne. Ekspert ima tudi to nalogo, da v bistvu vsa mesta nekako sodelujo z nekimi logičnimi, primerljivimi zadevami, ne, da je lahko potem njihova končni akcijski načrt oziroma končni izdelek celotnega Urbak omrežja, da ima tudi neki smisel. Ne. S tem, da vsako mesto pa pač mora neki akcijski načrt narediti in tudi pri samem akcijskem načrtu vsakega mesta pomaga Urbak strokovnjak. Seveda se ne spušča v detajle in specifike vsakega mesta, ampak na nekem globalnem nivoju bo vse skupaj nastavi in tudi pregleda. In mi smo na primer naredili akcijski načrt za revitalizacijo tega objekta kot celoto, to so dolgoročni načrti, kot srednjeročni načrt in pa kot kratkoročni. Kot kratkoročni smo že želeli vsaj en krak, ki je v lasti občine, obnoviti z minimalnimi sredstvi tako, da bi noter potem lahko dali kot nek inkubator, kot začetek nekih kreativnih industrij, kar se pri nas pač navezuje na drug Urbak projekt, ki je Creative Spirits, ki tudi govori o kreativnih industrijah. Tako da, kot zaključek projekta Second Chance, kar nam je pomagal tudi vodilni ekspert, je bilo to, da pravzaprav je smiselno v take objekte stare, ki bi improvizirano obnovili, da bi postali varni, umestiti noter take vsebine, kreativne, ki bi si oni malo sami porihtali prostore, ne, da bi sami na nek kreativen način dobro funkcionirali. Ne. Naš Urbak ekspert je bil Nils Schiffler, on je bil Urbak, mislim tudi ekspert za področje urbanizma, ne, tako da jaz ga moram zelo pohvaliti, tudi v ostalih omrežjih sodelujemo s kakimi eksperti, ampak so zelo, zelo različni. Ne. Eni so zelo res podkovani, tudi so zelo pripravljeni pomagati, eni pa grejo pač tudi po liniji najmanjšega odpora, no, tako da, ne. Zdaj, tokrat bo meni se ti malo različno, vi ste si sam enega eksperta predlagali, kako je Urbak ga je potrdival in ne, že prej ste bili validirani, ne, pa ste. Zdaj je razlika pač v tem razpisu, ki bo zdaj, mislim, se 3 predlaga eksperta, vodilni partner predlaga 3, od tega mora biti ena ženska, tega je premalo ženska. To je novo, ne? Ja, to je novo. V bistvu je pa nas v bistvu tako, predlaganje vodilni ekspert, ki se izbere in ta vodilni ekspert je tudi že v prvi fazi zraven, ko se pripravlja projektna ideja in se nastavlja nekaj druge, ko je bilo podloženo. Zdaj, gre pa za to, da, tako kot sem rekel prej, malo je težava v tem, da en ekspert ni strokovnjak za vse, vsak ima svoje prednosti, pa slabosti podvajanja. In prednost tega v našem primeru je ta, da so dopustili, da lahko vzameš še dodatne ad hoc eksperte, zato so biti za eksperte razdeljeni, tako da za neke specifično vprašanje, ciljno vprašanje, a ne lahko v bistvu vodilni partner, oziroma partnerstve
izbere za omejeno število ljudi tudi dodatne eksperte, ki pokrijejo neko specifiko, ki je sicer ni možno. To je recimo tudi ena super zadeva, da nisi res odvisen čisto samo od enega eksperta, to se mi zdi tudi prosto. Zdaj pa mogoče samo par vprašanj. Zdaj smo pravzaprav v fazi pripravljanja, sestavljanja projektnih idej, sestavljanja partnerstva. Mene zanima, kako ste pravzaprav, mogoče vaša izkušnja je večkrat drugačna, ampak recimo Maribor ste rekli, kako ste, glede na to, da niste bili sami pobudniki, ampak kako ste pa se odločili, v katero omrežje iti, da tako rečem, glede na to, da je to verjetno več pobud prihajalo do vas, pa tudi na Ljubljano, vete, da je pridejo pobude samo najbolj prihajalo na vas, ampak pač na službo za javne programe in potem se oni odločajo. Pri vas pa kako to? Ko so biti prvi razpisi, smo takratno občini, nam je celo uspelo, da smo imeli en sestavnik, na nivoju vseh služb in smo nekako dorekli, kaj bi bilo pravzaprav najbolj interesantno, da bi se prijavljali, tako da nekako to področje prostorskega načrtovanja, degradirana območja, to je bilo takrat že izpostavljeno. Potem smo iskali na temo. Potem iščeš v tem urbaktu, se boste sami videli, če boste šli na spletno stran, vidiš že omrežja, ki se prijavljajo, potem počasi se bo že pojavili tisti, ki bi želeli biti kot vodilni partneri, pa iščejo zopet partnerska mesta. Zdaj, če bo kdo želi biti kot vodilni partner, potem mora iti od začetka, sam na spletno stran za svojo pobudo, če pa želi samo sodelovati, pa še mogoče lahko malenkost počaka, pa pregleda se posod, kje pa bi bilo najbolj smiselno, da bi sodeloval. To se mi zdi ključno, tudi za tiste, ki seveda razmišljate o vlogi vodilnih partnerjev, je pomembno, da seveda izhajate iz svojih politiki, tisti že veste, kaj pravzaprav hočete. Tisti, ki pa razmišljate, da bi se vključili v kakšne partnerstva, je pa to pomeni še vedno isti pomemben vidik, kako se pač predlagana tema vključuje v vaše politike, v vaše prioritete. Bi pa poudaril, da izbira partnerstev ni kar, je tudi po mojem pomemben vidik. Fino je, da je vsaj nekaj partnerjev v omrežju že izkušenih od prej, da je nekdo, ki ima malo, ki ve, kaj je pomembno in kako stvari delujejo, lahko potem naprej pelje, tudi če ni vodilni partner, da je v bistvu vse in tako pomaga peljati naprej. Tako da, ko boste gledali, katera mesta so že v nekih omrežjih, to bi bilo zelo dobro. Zdaj se vidi, da nekaj partnerskih mest, oni že prijavljajo ideje, tako zdaj je že nekaj par, tam je tam 6-7, ki vem, da so dobri, tako da če se bodo želel vključiti, lahko tudi svetujemo. Potem, zdaj, če gremo naprej, mogoče, ko se začne projekt, je zelo pomemben vidik to, kar ste omenili, pa je, da se vključijo potem lokalni deležniki. Temu se reče pač neka lokalna skupina, oziroma local group se zdaj to reče. Tukaj na neko temo, na kateri projekt deluje, v bistvu mesto izbere ključne deležnike na tisto temo in potem z njimi pravzaprav pelje projekt naprej. Kako ste izbrali potem te deležniki, tudi pri Ljubljani je isto vprašanje, mogoče se vprašam, da imate Ljubljani. Kako ste izbrali? Pri nas je bilo tako, da smo pravzaprav mi s tem že štartali v Ljubljani. Dobra praksa sama je temeljila na delu z javnostjo. To se pravi, da smo pravzaprav že takrat, ko smo ustanovili oziroma imamo skupino 94 različnih partnerjev z različnih področji in je to bila naša že kar lokalna akcijska skupina, če bi temu lahko rekla, oziroma lokalna skupina. In pravzaprav potem na enak način skušali tudi nekako usmerjati ostale partnerje, s katerimi smo se povezali, da smo jim nekako vsaj začrnali, na katerih področjih naj iščejo deležnike, ki bodo vključevali v to urbaktovo lokalno skupino. Nekateri so že imeli to izkušnjo, to se pravi, da so že sami delali na ta način, nekaterim je bilo pa to popolnoma. Ampak nikjer pa ni bilo mega odpora, to se mi je zdaj zelo zanimivo, dejansko so se vsi zavedali, da morajo seveda delati z različnimi in so že kar potem, ko smo mi imela nekaj teh terenskih ogledov, dejansko že sami te zadeve že začeli skupine sestavljati in tako naprej. Kar je pomembno pri nas je to, da smo jim že na samem
začetku povedali, da nam ni potrebno iti bolj široko, ampak da se je tudi naša skupina dejansko gradila, ne vem, od 12 pa šli na 94 in da počasi in da smo tudi to jim nekako dali v glavo, da ni potrebno, da so vsi vedno prisotni, da bo nekdo pač prisoten samo toliko časa, doktor se njemu zdelo, da je to dovolj, oziroma da je nekaj od tega dobil, oziroma da je nekaj skupini dal. In ko so se počutili varni znotraj te skupine, oziroma znotraj tazga načina dela, so se potem tudi bolj odprli. Dejansko jim potem ni bil to stres, ampak je bila pač to neka zadeva, ki je organsko porastla. Se pravi, na začetku ste imeli 12, potem je skupina 20. Pa zdaj smo prišli do 34, ja. Ampak oni bodo enako delali, ne vsi ostali, ja. Če sam da dopolnim eno zadevo, no, prej je bilo že poudarjeno, da izbira partnerjev zelo pomembna. Jaz mislim, da v naši vrsti je še toliko bolj. Sploh, če imaš temo, je tako, Urbak to mogoče nabor tem. Eno od ekspertov, zdaj sem bil na sestanku v Parizu, nas je tako lepo okarakteriziral, rekel, veste, eni imamo resne projekte, tako kot ste vi upravili, delamo resne stvari, se pravi, rešujemo neke stavbe, rešujemo neke probleme. Eni so pa enostavno seksi, kot so čebelce, enostavno seksi. Ampak je dejstvo, da v bistvu tema, ki jo mi imamo, je v bistvu dejansko zelo mehka, zelo temelji na temu nevladnemu pristopu, se pravi samoorganizaciji, samoaktivaciji ljudi na terenu, ki želijo nekaj doseči in ravno to je zdaj pomembno. Zdaj pa, ko pa izbiraš partnerje za partnerstvo, smo mi pa mi blazno izbirčni, ker smo pravzaprav kar pripravili obrazec. Smo kar pripravili obrazec, v bistvu predstavitev lokalne prakse, obrazec, kjer smo zahtevali, da nam pišejo, kako sodelujejo z javnostjo, kakšne so njihovi politiki na področju čebelarstva, kakšne so njihove dosedanje izkušnje. In smo kar čez 10-12 prijav šli, da smo izbrali potem tistih 5 partnerjev, ki smo bili dosti zbirčni, je pa to nujno potrebno v našem primeru. Mogoče v drugi konstelaciji, ki je drugi zgodbi nekoliko, če se ukvarjaš bolj z nekimi konkretnimi zadevami, kot je neka obnova stav, kreativne industrije, ker si večkrat bolj prepuščen temu, je to lažje, morda. Mi smo bili pač ta tudi strah, da če ne bomo ti dovolj zbirčni na začetku, bomo imeli težave v izvajanju, če ne bomo dosegli tega entuzijazma na lokalnem nivoju, bomo zelo težko. Mi smo zelo težko so pomirjene, še potem, ki so prič obiskala mesto v prvi fazi in videla ta entuzijazm, rekla, to je to, špica, Če se lahko samo eno stvar dam. Zanimivo je to, da recimo ni potrebno, da vsi vse imajo že, ampak da je pomembna samo volja. Imamo recimo mesto, ko sploh jim so imeli prepovedane čebele, ampak smo se odločili, zato smo rekli tudi to za nas izziv. To se pravi, da oni da bodo začeli z nule, pa jih bomo lahko spremljali, drugi bodo pa samo nadgrajevali. Kako ste pa vi zbirali partnerje, lokalne? Lokalne, ne. Jaz povedala tudi to razliko, veste, kot primer dobre prakse, to omrežje. Kot primer dobre prakse, že ste imeli neko skupino, ki je že prej nekako sodelovala. Če pa ti začneš čisto neko tematiko, čisto novo, pa iščeš vsakega na novo, tako kot je bilo v našem primeru, je pa malo težje. Boš pa čisto novo, mi smo delali nekaj tako, smo začeli z delavnicami. To sem videla, da še najboljše smo zdelali, da so neke delavnice, kamor povabiš prav vse. Vabili smo vedno tako, da v bistvu smo po mailih pošiljali na vse možne naslove, istočasno je bilo na občinski spletni strani objavljeno, da bo delavnica na neko temo Urbak. In potem vsi, ki so bili na tej delavnici, so potem imeli možnost, da so rekli, ok, mi bi pa želeli sodelovati. Seveda smo nekatere tudi vabili posebej, ko smo videli, vi ste pa ključni. Naprimer, pri projektu ta nova druga priložnost za te degradirane stavbe, seveda smo dali zraven Zavod za spomeniško varstvo, ker mora biti to je stavba, ki je v bistvu spomeniško zaščitena. Prav tako smo morali ključne osebe na občini poiskati. Smo naprimer imeli tudi takratnega arhitekta, ki je bil v mestnem svetu, to je bil Tomaž Kancler, takrat je bil kot mestni svetnik arhitekt, zdaj je tudi že kot zaposlen na občini. Tako da take osebe so pravzaprav ključne. Ostali so tudi tisti, ki so tudi zainteresirani. Koga dobiš? Nekoga sem lahko vprašala, ste zainteresirani sodelovati? Oni so rekli ja, pa so kasneje vedeli, da ni to, kar so se oni predstavljali. Ker eni se kar predstavljajo, da bodo na takem projektu lahko tako malo zaposleni, v resnici pa to ni projekt, ki bi lahko članov projektne skupine karkoli plačeval. To je
pravi, celoti delo lokalnih partnerjev oziroma članov te lokalne skupine je v celoti prostovoljno ali imajo možnost kakšnih nadomestil? Možnost imajo nadomestil, tako imamo vse mi v Mariboru, ne, da v bistvu tisti, ki so pa res zelo aktivni, ali pa tisti, ki z nami potujejo, naprimer v tujino, s tistimi sklenemo pogodbo, prav posebej, kot članom projektne skupine in mu povrnemo po njihovi urni postavki, če on zaposlen, ne vem, na nekem zavodu, ko ima tam urno postavko, po tej urni postavki on dela potem tudi pri nas. Ni to, da bi imel on svetovalno uro 50 evrov, ne, ker to mu ne moremo plačati. Ne. Pri vas? Pri nas je tako, ne. Pri nas je vse na prostovoljno, čisto vse, ja, tako da se te zadeve tudi recimo, ko smo. Pa še ena razlika mogoče v tem, da smo mi dejansko nismo pripravljali vsebine na razpis. Kot ste rekli, seveda smo imeli drugo pozicijo, že pri samem delu smo pravzaprav iskali vsebine, ki so pisane na kožo, ki jih že delamo. Se pravi, da nismo začeli z nula, ja, v tem smislu. Tisto, kar se pokrije, so tudi stroški. Ja, samo še za te mednarodne sestanke. Se pravi, partnerji lahko tudi sodelujo na nekaterih od mednarodnih. Ja. Tako, v bistvu, ker smo dobro prakse in prenašamo to znanje, je skoraj nujno, ne? Ker v bistvu moje osebno mnenje je, da v bistvu najlažje se pogovarjajo ljudje z ljudmi direktno, se pravi, čebelar s čebelarjem, turistični delavec s turističnim delavcem in ravno ta mobilnost, ta v bistvu grajenje nekih podsistemov komunikacijskih, ne, se mi zdi blazno ključno pri temu, ker prenos prakse ne gre samo preko Maruške kot UAG koordinatorja, ne, ampak je bolje, da teče direktno med partnerji, ne, če jih povežemo, ne, če se oni spoznajo med sabo, se izmenjajo naslove, bojo komunicirali sami med sabo, ker se lahko tudi potem pogovarjajo v jeziku, ki je njim domač. Ne, če vaš čebelar se čim drugače pogovarja, kot če sem jaz preko Maruško v mestni člen, ker ne moramo na čim govoriti, ker ne vemo, čim govoriti. Zdaj bi jaz v bistvu kar odprl vprašanje. Še pa ure približno imamo za tale sklop. Mogoče pač vprašate tisti, ki imate željo prijavljati se zdaj, kar izkušene partnerje ali pa nas, če bomo vedeli, kaj pomagati, za ta splošno vprašanje glede sodelovanja v omrežju. Mene zanima, ste v bistvu vse partnerje prek te baze poiskali. Kako ste naši partnerji? Okay. Ja, okay. Se pravi, govorimo o tem Urbak Marketplaceu, ki je zdaj kot neko orodje za iskanje partnerjev. Kako so oni vas našli, ne veste? Mi smo že tukaj prej sodelovali, ne, da so nas že poznali. Skratka ne. Mogoče naj povejo drugi. Ja, nas je bila pa dobra izkušnja, oziroma dobra stvar ta, da smo bili izbrani kot dobra praksa, da je bil ta showcase, pravzaprav festival v Tallinnu 2017, da smo se tam imeli priložnost v taki širini ljudi pravzaprav predstaviti. In potem, ko smo se odločili, da bomo kandidirali na ta razpis, je pravzaprav bil kar en velik bazen, ki nas je že mečkrat prej poznal. In ko smo pač poziv dali še na njihovo spletno stran, da se pa začele pol prijave prihajati, k sreči, kot je že Klemen rekel, smo imeli to možnost, da smo izbirali. To se pravi, da smo se te zadeve na tak način dobili. Njihova platforma je zelo močna. Meni je to zelo všeč, da se pravzaprav vse te zadeve lahko tam prikrožijo. Nekateri so nas pa takrat že direktno kontaktirali, da bi radi bili in so potem tudi Ali se pravi, ste v bistvu uporabili ta marketplace kot vaše orodje za iskanje partnerjev? Sem hotel še to povedati, da v bistvu vsak, ki išče omrežje, ne, pa mora biti, tu so tudi neki predpisi, ne, da v bistvu nekaj partnerjev mora biti iz razvitega dela regije. Naprimer Slovenija, ne, ta naš vzhodni del je kot nerazvit smatran, ne, Ljubljana, drugo območje pa kot razvit, ne, tako da tudi to mora biti uravnoteženo v Urbak omrežju. Treba tudi povedati, da ima Ljubljana manj ugodno financiranje, ne? Sicer pa v vašem primeru ne, ampak v akcijskih omrežjih pa zahodni del, kaj tu? manjši del. 70-30, za vzhodnim delu 85-15. Mogoče bi še to povedal, da ta marketplace, ne, je to je tako, ne, ti imaš težavo v tem, da ko sestavljaš partnerstvo, lahko vzameš eno mesto iz ene države. Plus, da moraš teči še na to uravnilovko, ali je iz bolj razvite ali manj razvite regije, ker mora biti pestra sestava. In zdaj nam se je zgodilo v primeru in Španije in Portugalske, recimo, da smo imeli po več prijav, ne, z iste države. In pravzaprav si postavljamo situacijo, pravzaprav da izbirati, ne, med
pa sta ti oba všeč, ne? Sta ti oba v redu, ne? Se moraš za enega odločiti. Tako da ta marketplace je prinašal tudi svoje absolutno prednosti, ki postavljamo tudi slabosti, odvisno od ideje. Ker recimo mi smo imeli posebno slabo izkušnjo v drugi fazi, ko smo si želeli partnerje iz Severne Evrope. Ampak ideja kot taka, ne, Ivanoče vlastvo v Severne Evrope očitno ni prav zelo zaželjena, čeprav so nas ravno zdaj na sestanku pripričali potem kolegi iz druge rekli, moj kakor je žal, da se mi spomnim podružili, rekli ste iskali, ne. Ampak pač problem je, v čemu je problem? Problem je v tem, da enostavno prvič je zadeva v teh državah že zelo daleč pripeljana in da pravzaprav to ni več neka zanimiva tema, ki bi bila ni tako zelo interesantna. Drugič pa pogoji, ne, za samo izvajanje, če bila čisto drugačni, so se dosti postrašili. Tako da morda ne biti razočarani, no, to je moje sporočilo, ne biti razočarani, če se vam nekaj ne odzove, verjetno obstaja nek razlog, samo razumeti je treba, zakaj je to toč. Jaz sem hotel samo to dodati, ne vem, če to odločilo, recimo Amaran, je bil partner že prej v omrežju z Idrija. Ne, Idrija je tudi nekakih priporočila kot zelo fajn partnera, no, tako da tudi kakva priporočila so verjetno koristna. Ja, to je zelo fajn, da bolj veš. Zato, ker za sam uspeh je to pomembno, ne, mislim, se jaz nisem naravnana tako. Zame to meni, že recimo, petih koraki so mi uspeh, ne. Ampak znotraj projekta pa seveda je pomembno, da ti partnerja do konca obdržiš. Da ga ni, zaradi tega smo tudi mi recimo malo taktično razmišljali, smo rekli, imeli enega več, čeprav ga mogoče nam ga ne bi pa treba vzeti, ampak za vsak slučaj ne veš, kaj se vmes zgodi, ker je tle pa le človeški faktor, ne samo občinski, ne, pa politični, ampak tudi človeški, ne, tako da, ja, držimo. Še kakšno vprašanje? Ja? Kaj pa glede števila partnerjev, mislim, koliko ste jih poročal, oziroma je kar predpisano, sicer zdaj 7 do 10. Zdaj, ponavadi prijavijo kakega več, ker pač, če se karkoli zalobi. V tem razpisu je, zdaj, mečkam spet sprememba glede na prejšnje razpise za akcijska omrežja. Prejšnjič so bili v bistvu dvostopenjsko sestavljene partnerstva. Je bila prva faza in potem je bilo možno še pristopati po odobritvi te začetne faze, še ena faza. Zdaj je vse v eni fazi, tako da prvo začetno partnerstvo je tudi končno partnerstvo. Mislim, lahko se še spreminja, no, ampak lahko se še spreminja. No, ampak ni pa posebne faze. Ja, celo. Tako število že je pri prvi prijavi. Se pravi, minimum je 7. 7 je že pri prijavi za prvo fazo. Lahko sam en nasvet glede sestavljanja partnerstva. Kako je rekla Nuška, bote malo taktični. Ker ni v mitu samo število partnerstv, vi ne boste izgubljali pa dobivali točke na to, kakšno število partnerstva imate, ampak kako je število partnerjev, pravzaprav med seboj, kako so partnerji med seboj povezani, kako so smiselni se pakirati v neko celoto in v bistvu partnere več, ne, ki ne paše v celo zgodbo, lahko pravzaprav bolj škodi kot pa koristi. Poleg tega pa, kako je bilo že prej izpostavljeno, ne, to niso projekti, ki imajo veliko malho denarja za sabo. In pravzaprav je treba tudi tukaj malo pametiti, da spiti ta denar malo taktično. Tako da tle pri severi partnerstvu bi jaz bil kar malo, kar bote malo taktični. Sploh, če ste vodili partner, pa imate to karto v svojem rokavu in jo kar izkoristite. Ja, jaz samo mogoče eno stvar pojasnim, da se pač malo pobojim in se spreminjajo. Program se seveda uči, ne. In tisto, kar je bilo, kar se bo pokazalo, se je to, da pač človek v drugi fazi projekta, ne, se vedeli tako malo, da v tem rekel, zdaj drugo razrednja, so malo odmaknili, ker so v začetku sodelovali projekti in na tega so bili pravzaprav malo drugačni položaj pod ostalim partnerjem. In jaz se občutim, da to ni problem, če na začetku več partnerja, in že v prvi fazi to postavijo potem dobre temelje potem za nadaljevanje v drugi fazi. Programi projekti so predvsem sodelovalni projekti, da tega je zelo fajn, da se partnerji spoznajo, da skupaj postavijo tudi po svojo zgodbo. Da neki vodili drugega partnerja po pomoči tega eksperta, tudi jaz, kot je posebej neke vrste, je nek mentor, je neka pozorovana vloga, včasih je zelo pomembna. In zaradi tega pravzaprav se zdaj šlo to, da od začetka postavljamo celo partnerstvo, z njega peljemo do konca, ker je celo se da kakšnega partnerja zamenja. Ker to se dogaja to, da pač vsi se mogoče malo ali zmotil, ali zelo presodo, ali bilo tega, da se bi nekaj partner nekaj zgodilo, kot neko osebno okurčenje, da več ne more, da to je ta entuzijazm, ki so v te projekte vključeni. Ker smo, ko se zamenja tako posebej, se lahko oporno zamenja vloga partnerja, njegov angažman.
In to je ravno preko, da je to ena stvar, slabost teh urbaktorih projektov. Je ta osebno, ta poseben angažmaj je tako zelo močan, da gore pa ni prekači, da lahko cel projekt v bistvu, če lahko tudi v občini nekaj spremeni, če od tega ni, da žal spomnim. Jaz sem dodala, zato te projektne skupine običajno niso fiksne. Ti daš mogoče kar 12 ljudi noter in potem vidiš 3-4 od teh so tisti entuzijasti, ostanejo isto samo na papirju napisanje. Tako da to je živo, pa daš še koga drugega zraven, vsaka nova delavnica še koga novega prinese, tako da to je tudi živa stvar, ta projektna skupina. Jaz sem govoril odvisno, da Ja, je razločevati. Ja, evropskih partnerjev ne možete ne. Mogoče samo to dodal, zelo dobro izpostavljena zadeva, mogoče samo to, zdaj, jaz ne vem, kako se lotevati evropskih projektov sicer, ampak imam občutek, da kar večinoma partnerji, ko se lotevajo, vzamejo tisto razpis kot Biblijo in to, kar noter piše, to mora biti, kaj več je pa že problem. Zdaj, mogoče smo tudi tukaj srečo, da je bila to že dobra praksa in smo bili samozavestni in smo si upali malo več, ker recimo tukaj v našem primeru ravno tega nismo želeli, da bi se nam to zgodili, da bi si ostali partnerji počutili izločeno. In kaj se je nam zgodilo? Mi smo v bistvu prijavili v prvi fazi sicer samo 3 partnerje, vendar smo imeli 2 že izbrana tudi za drugo fazo, že takoj na začetku smo tudi povedali, da so izbrani in komunicirali z njimi že v prvi fazi prednove. Potem smo v zadnji fazi pripeljali še enega dodatnega, ki se nam je pripel zraven, ampak celotna prva faza smo pa se pa do vseh partnerjev obnašali enako. Skratka, nihče ni bil tukaj zapostavljen, to je bil naš riziko pravzaprav, če ne bi šel zadeva bila potrjena v drugi fazi, te partnerji ne bi mogli si povrniti stroškov in tako naprej, ker pač niso bi sestavljali budžeta za prvo fazo, ampak to je bil nek minimalni entuzijazem, ki smo ga zahtevali od svojih partnerjev. To je bila njihova vstopnica, da so dokazali, da so res motivirani, da si res želijo biti partner tem projektu. Skratka, vsi smo morali malo riskirati, mi s tem, ko smo pač naredili malo več, oni s tem, ki so morali pač tudi narediti malo več, kot bi bilo treba, ampak mislim, da je bilo to tisto, kar je tako ukrepilo partnerstvo pa na dolgi rok. Mislim, da to je res, bodite malo bolj pogumni ali pa naredite mogoče v prvi fazi malo več, kot je predpisano. To je minimum, ni sky's the limit. Mogoče še ena izkušnja moja, to je moj prvi EU projekt, jaz še nikoli nisem delala na nobenem, pa smo bili kar takoj, smo se odločili, da bomo biti partnerji. In moram reči, da sicer z obilno pomočjo in Klemna in naša podporno vse to skupaj, ampak tudi to si lahko. Super je. Mislim, tako res, Urban ima tako fino podporo, da dejansko nisi izgubljen, in se ne počutiš tako, ni treba reči, jo mogoče pa ne moram, pa bi bil jaz samo pridružen, pa tako naprej, tako da... Še več, zdaj celo zaželjeno, da je čim več novih mest. Še posebej tisti, ki še niste bili v programu, ste vabljeni. Jaz sem že na svoj jaz delujem cel odsek, ki je pravzaprav za to, dobro nas je 5, ampak je tako, da pri nas je tako, da imamo še potem razpisno posebno pač oddelek za razvojne programe in potem oni so pa tisti, ki so nam Tako dela ekipa. Ja, na vsebini delam sam jaz na tej zadevi, ampak na projektu je pa tako, da nas je zdaj več. Mariboru je to vse drugače. Dela ena oseba vse. Recimo Urban je malo to, izpostavljati tega problemov in pri našem razpisu je bila zahteva, da so UNG koordinatorji pa project koordinatorji ločeni osebi, čeprav sta zaposleni recimo za manjši delovni čas, ali pa se piše na formalno na manjši delovni čas. Ravno zato, da bi se to ukrepili, ker sem občutek, da so ravno to prepoznali kot morda slabo prakso, preobremenjenost določenih oseb in zato je to fajn, da je to več ljudi v taki ekipi. Sploh, če si vodilni partner, pa je to druga razsežnost. Še kakšno vprašanje? Pomeni pa to, da so torej financ, kaj bi ocenili za kak delež zaposlitve, recimo zdaj na Ljubljani? Ja, mi bomo zdaj tako naredili. Moj vložek je v tem projektu ne bo šel preko plačen vseh teh zadev, ampak bomo pa imeli enega zunanjega eksperta, ki nam bo pomagal pri koordinaciji teh zadev. Se pravi, da na koncu bomo 2 FNC-je sestavili in eno osebo bomo zaposlili za 20 mesecev. Toliko denarja je, da se da.
druge pa, Če si pa nisi pa Pa ne moreš, ja. Pa ne moreš zapustiti nikogar. Je pač Samo manjši, to, da Poljaki pravzaprav pa bodo, ne? Poljaki bodo eno osebo zapustili. Samo se občina lahko na en drug način nekoga zapusti, ampak Urbak sam za tem budžetom za 3 leta 60 000 evrov, v bistvu je nemogoče tam, če imaš 10 000, pa je to dosti za plače, za 3 leta. Ne, drugačno. Zdaj, tako. Tako je proti nas, Ne, to je tako, to oblikovanje budžeta je prepuščeno partnerstvu. Stroški plač, tako kot vsi ostali stroški, so ena možnost, ki jo lahko izkoriščaš. Ni pa obveze. V bistvu program te obveze, da se moraš zavedati, da če boš sploh si vodilni partner, bo dejansko obremenitev 2 FTE, se pravi 2 polno zaposleni osebi. Zdaj, kako boš ti oblikoval svojo skupino? Kdo bojo te ljudje? A bojo oni zdaj plačani iz projekta, ali bojo plačani direktno iz proračuna občine? Je tvoja stvar, se to sploh nišče ne vtakne. In v bistvu pri nas, recimo, partneri sploh iz zahodnoevropskih držav, ki imajo više plače postavljene, v bistvu denarja je pa pravzaprav zelo malo, se odločajo kar praviloma, če se recimo se odločila, da stavka osta skoraj, da ne bodo uveljavljali, oziroma zgolj minimalno za to kot dnevnico uveljavljali za potovanje in tako naprej. Če imaš še več stavka osta, nimaš za Tako, vsebine. nimaš vsebino, nimaš za podporo lokalne akcijske skupine. In v bistvu je to zdaj spet malo taktike, pridemo spet malo do taktike, kako boš tudi ta denar razporedil. Še enkrat, mislim, da namen teh projektov pravzaprav je mreženje, povezovanje. Tukaj mora biti interes občine oziroma tistega, ki je partner, da v bistvu podpre tak projekt. Ker tak projekt, v bistvu je tako rekel, jaz osebno tukaj malo podpiram kot eno varovalko, eno uporabni mehanizem Urbakta, da bo res pritegel tiste ideje, ki so ta prave in dobre in bodo ljudje za njih zainteresirani. Ker če ti pustiš, ne vem, moja osebna izkušnja je, da na drugih programih je veliko več neuspešnih projektov, ki dejansko na koncu ne dostavijo tistega, ker je bil cilj, ali pa formalno dostavijo efekta, pa vendarle ni, in da je to kar dober mehanizem. Pomeni pa seveda obremenitev občinskega proračuna, to pa je dejstvo. Je pa, mislim, praviloma se pokrijejo sicer neki stroški obremenitev, ja, ampak seveda skozi neko vsebino dobiš to na nek način, ali pa skozi razvoj. Se partner, gremo proizvoditi nekaj dobisti, In mislim, tisti, ki so seveda mesta, ki sodelujejo v Urbaktu, načeloma ne sodelujejo seveda zaradi financ, ki jih dobijo v programu, ampak zaradi tega, ker je to razvoj novih idej, novih partnerstv in seveda vsebin, ki potem skozi druge programe ali pa svoje sredstva izvajajo. Tako je, Urbakt praviloma smo vsi rekli, da so, recimo, ne vem, da je veliko mest je poročalo o tem, da je to bil push za njihovo pravzaprav eno temo, ki se potem lahko razvija v naslednjih letih naprej. Ključno pa je, zato sem jaz vesela, da zdaj prišel novi podžupan, ključno pa je, da vodstvo podpre razvoj teh Urbaktov. Če ima neko mesto, Urbakt projekt, če to razvija, v bistvu, vodstvo mora to vedeti, v bistvu tudi investicijske projekte pa to prilagajati temu. Ker druga evropska mesta to imajo. Mi pa znamo delati neke vsebine, čisto kot je prej rekel novi podžupan, da smo orkester, ki popolnoma igra vsak po svoje. Tako da to se mi zdi res ključno in ob Urbaktu bi bilo fajn, da se v proračun še dajo neka sredstva, da se bi pa dejansko lahko nekaj implementiralo. To bi bilo idealno, v nadaljevanju. Mogoče samo to, kaj je prednost Urbakta, pa kaj je tisto, kar je meni najbolj všeč. To je direktnih programov, ki ne štartov naprej z nekimi določenimi temami. Ampak v bistvu pravzaprav je paleta tem odprta. Ti moraš samo dokazati, da pravzaprav spada v kontekst programnega razvoja. Zaradi teh restrikcij, ki jih ima, se pa ti ne moraš prejeti investicij, zelo težko kupuješ stavko. Point je v mreženju, point je v sodelovanju, v prenosu znanja, v komunikaciji. Pridejo pod izraza ravno teme, ki pogosto so pravzaprav v logiki razmišljanja ene občine v Sloveniji ali pa lokalne samouprave predvsem pridu na seznam, ker prioriteta vemo, ceste, kanalizacija, pa pride včas šole, vrtci, pa kakšen razvoj, kakšna prometna strategija, tako naprej. Te teme, ki pa pravzaprav vodijo v nek urbani razvoj, pa v odpravljanje nekih težav, problemov, ki se pojavljajo, so pa dostkrat malo porinjene v to, tako ob stran, in tukaj je pravzaprav nek prostor. Tako da
ne vem, meni tiskaj pri tem motivu je bila ideja. Še kakšno vprašanje? Gremo na pauzo. Zelo operativno. Ja. Zdaj smo mogli ideja za projekt, kako zdaj dalje? Kasneje. Ne. Jaz mislim, da je primeren trenutek, da te korake malo... Pa mogoče ideja za projekt že temelji na enoletnem delu, na zelo pozitivni urbani zgodbi, ki smo jo implementirali v okolje, gre za povezovanje javne gospodarske službe z lokalnim prebivalstvom in pa nekako nareženje tega. Ena taka zelo družna zgodba, je že eno leto za sabo, bomo že kaj zakazati, in pa zelo aktivno smo delali z lokalnim prebivalstvom in pa z volonterji iz lokalnega prebivalstva, v smislu, da bi to lokalno prebivalstvo in okolico oživili in povezali ljudi. A češ ti, mogoče največ izkušen s tem, ali čemu jaz? Ja, ne, vse vedo, tako. Zdaj, eno vprašanje, pa ste kot vodilni partner ali kot partner? Ja. Kot vodilni partner, super, da se vidi. Ker potem imaš tam vse še ene partner v svoje rokave, to je zelo pomembna zadeva. Zdaj, to je tako, jaz lahko povem izkušnjo, kako smo se bili, ker smo bili v podobni situaciji, tudi smo bili že neko dobro prakso s sami. In smo bili, malo bolj samozavestni, kaj lahko ne dosežemo ali pa kaj lahko efekt te zadeve. Tako da jaz mislim, da je ta prva naslednja zadeva za vas najti prave partnerje. Pravo partnerstvo, tako kot sem prej že opisal, mogoče ne, splača se, zdaj verjetno se boste dali na ta marketplace, boste promovirali to neko svojo idejo, splača se zraven, da če kar nek konkretno opis na dveh straneh, kaj ste vi pravzaprav naredili, skratka, da ljudje, ki preberejo, točno vejo, kaj bi vi želeli. Predvsem je pomembno, da cilje napišete zelo jasno in konkretno. In tudi ne se bati tega, mi smo kar dali kot pripomo zraven, če vas zanima, izpolnite ta obrazec, pa nam pošljite nazaj. Tam smo po tistem obrazcu, smo neka kratka anketa je bila, lahko tudi naredite, ne vem, spletno anketo na enkje, v angleščini, kjer date ta obrazec, da dobite vi ne samo povratno informacijo jaz bi, ampak tudi kdo je ta partner, ki nekaj bi, kaj je in kaj zna, kaj prinaša v partnerstvo, zakaj bi. Recimo vprašanje, ki smo tudi noter dali, seveda poleg podatnih podatkov, pravzaprav, kako je ta vaša ideja trenutno umeščena v strategiji politike urbane, kakšne imate predhodne izkušnje za izvajanje podobnih projektov ali pa drugih evropskih projektov, kakšne kapacitete lahko ponudite, spravi, kdo so tisti ljudje, ki bodo sodelovali v noto, oziroma imate nekoga, ki ima izkušnje z vodenjem projektov. Kako je tematika, ki jo imate naslovljena v vašem prostoru danes, oziroma kakšno je tudi stanje, in kaj so za vas ključni izzivi, ki bi radi počeli. To je bilo spet na dveh straneh, čakali smo kratke odgovore, nič to romano in tako naprej. Ampak se je to pokazalo kot zelo uporabno orodje, da smo mi potem se usedli en dan tisti brali in nekako malo rangirali stvari, rekli, ta je pravi, ta pojma nima, ta čist falil, to ni to. Ker moram reči, da po takih odgovorih hitro vidiš, če imaš nekoga, ki je bolj izkušen pri tem iskanju partnerstva, zelo hitro vidiš, kdo se hoče preklopiti partnerstvo samo zato, da bo nekam prišel v neki evropski projekt in kdo je resen. Kot to je na prvi naslednji korak mogoče razumeti. Vi pa poudarjam, če ste novi, da ste prvič potem morate videti svojo kredibilnost malo zgraditi skozi ta opis. Nekako morate podkrepiti, pokazati, da poznate, da znate, da kaj ste že naredili tako opremiti s kakšnimi linki. Mislim, tukaj mora biti po mojem ta vaša kredibilnost, da ste dobili take partnerje, ki so resni. Ker drugače pač je malo težje vam je, če še niste poznani, recimo. No, mi bi se prijavili, tako da vam bo poznano, mi bi se prijavili v vodilni partner podjetje Snaga. Torej, mi smo komunalno podjetje, smo imamo komisijo za upravljanje z tržnicami. Dejansko bi zgodba naše temelji na oživitvi tržnice, povezovanje tržnice posamezne v lokalno okolje, kjer je pozicionirana tržnica, skozi tržnico in skozi zgodbo tekstila odpadka, osveščanje, ne več na tržnici, ponovna uporaba manj odpadkov. Ta zgodba je bila zelo široka, zelo celovita, po eni strani naravnana na povezovanje, na osveščanje in pa na manj odpadka. Tako da je kar zelo... Vsebini bomo pa. Ja, seveda tehnična zadeva, če lahko dokončno ne poznam, to podatke tega razpisa, kako
tako je narejeno. Jaz bi vsem svetoval, da, ker ste tako delali z vsebino, bi bilo fajn, da čim prej dobite vodilnega eksperta, ki vam bo podprl v tej fazi. Zdaj pa ne vem, pri nas je bilo tako, da so v bistvu, da smo bili eksperti lahko angažirani že relativno prej v tej fazi in si potem pravzaprav je bilo tudi del prijavljeno obrazca, potem si ti mogo predlagati 3 eksperte, ki bodo nekako dali. Tako da, da smo bo prispojati, da smo še prej začeli sodelovati, prej da sem bil jaz formalno tudi v bazi ekspertov, jaz sem kasneje prišel v bazo ekspertov. Tako da morda bi bilo fajn dobiti neko to podporo. To je bilo moje vprašanje, glede na to, da je res zelo širok projekt, zelo vsebinsko, da bi res že imeli od začetka že delati z nekom, z ekspertom, ki nam bo pri vsej tej zadevi pomagal. Da ne bomo zgubljali časa in energije in nekih resursov, se ne bomo znali bolj zadeve. Iskreno rečeno, praviloma so ne smete, ampak praviloma so eksperti v prijavah, ki so uspešne, angažirani že v fazi priprave. Tako da tukaj jaz mislim, da zdaj ali imate nekoga, ki je v bazi že, ali pa pač ste sodelujete z nekom zdaj, ki se istočasno prijavi v bazo in ga mora Urbak potrditi. Ne vem, če se tajnim čisto ujema, ampak mislim, da bi se moral, no. Je pa treba hiteti s temi prijavami v eksperte. Če bi seveda, če pa s kom bi radi sodelovali, ki je pa že v bazi, potem je pa to lažje. Pri čemer vse, kot rečeno, ni pa, da je zdaj gotovo, da bo on tudi tisti, ki bo, ali pa ona seveda, ki bo potrjena. Tukaj je zdaj nekakšen tveganje na obeh strani. Aha, potrjena pa mora biti strani... Petra, še ti kaj za? Ja, lahko je zdaj ta, ki bo pomagal kasneje tudi ta ad hoc ekspert, ki ga pač angažirate, potem za neko nalogo pa na ta način mogoče kompenzirate to pomoč, da mogoče ni vodilni ekspert celotnega mreža, ampak pač potem kasneje svetuje. Mogoče samo ena tolmačenje, da bomo razumeli, ker operiramo z izrazima, nisem siguren, ker vidim, da ste novi, kakšna je ad hoc pa lead eksperta. V bistvu, za lead eksperta je veliko težje aplicirati, ker se zahtevajo več referenc, v bistvu še nekaj dodatna splošna znanja, predvsem v smislu treningov, trenerjev, izobraževanj, capacity building, teh nekih znanj, ki morajo biti znane. Jaz sem bil zelo namejen, jaz sem bil prvič zavrnjeno vlogo, sem popravil svoj opis in potem bil izbil potrjen. To je trajalo pri meni skoraj 6 mesecev, da sem prišel do te potrditve. Je pa res, da so oni, da je Urbak govoril, da v prvi fazi so dobili tudi ad hoc eksperti. Ker sem bil pa pri prvem poskusu, jaz sem kandidiral za obe funkciji, spravo in za leader in za ad hoca, sem bil pa iz prve potrje za ad hoc eksperta in ni bilo te težave, skratka smo prepustili to zadevo nekaj. Za ad hoc eksperta je lažje kandidirati, ker gre za eksperta za posamezno strokovno področje. To je pa veliko lažje, veliko večjemu številu ljudi dosežete te kriterije in si relativno hitro potrjen. Recimo, jaz sem bil potrjen za 3 področja, od 4, ki sem apliciral. Tako da pač je to. Je pa procedura 2 do 3 mesece, vsakič, ko daš vlogo. In tudi, če kandidiraš za lead eksperta in si avtomatično zavrnen, se pravi, da ti oni ne dajo priporočil za izboljšavo, da zavrnejo, vsaj pri meni bi moral čakati 1 leto, preden bi lahko ponovno dal vlogo. Tako da se je treba kar potruditi pri tisti vlogi, pa zadevo zares napisati, tako da je v redu. Vsaj pri meni tako bilo, ne vem, če so te pravila spremenili, se da si malo... Mislim, da je to razmisli vrši zaprt za eksperte. Vrši uporablja vrši samo zaradi tega, ker se prav ta baza vrši povečuje, dobrije in naprej, da pač se ni mogoče, da ljudi sodelovali. Zato tega, ker se je program jasno, da pač tisti eksperti se zločil baznica kaj za vse. In da tudi partner si mora na način zbrati to, ki bo tudi mu ne božo pisati. To je zelo pomembno, ker mi ne more dati. Treba se prevečenja oseba, ki vam pomagajo, če so vse neke osnovne pogoje izpolnjene, da ne bo tem seveda zelo prijavljeno, da je najmanjšega. Je pa tako, še to kot osebna izkušnja, ko se v bistvu, ko je prišla zavrnitev moje prve vloge, smo pač mi kontaktirali sekretarjat, in je bilo zelo jasno, če pač imamo dobro sodelujemo prej, radi bi s to osebno sodelovali naprej in oni so pravzaprav rekli, ste vi tisti, ki se izbirate lead eksperta, in vas pač ne bomo prositi. Mi vam tudi lahko svetujemo, da izberete drugega, če se bi se še vedno lahko odločili, za tega samo da je prijet. In je bila, nekaj, da bi nekdo onemogočil to, kar bo zdaj rečeno, da si oni tudi želijo, če zdaj več ekspertov,
Zdaj smo nekaj malo preveč skromni, ne? Malo smo mogljeni. Mi, ko prijavimo projekt, moramo izbrati oziroma imeti nekoga, ki bo naš Vodilni ekspert. lead ekspert. Iz nabora nekega, ki obstaja. Okay, Če lahko tudi malo svetujemo, nekaj ekspertov, ki poznamo, če smo pisali Če bi med obstoječimi izbirali. Da že se vreba v mreži in pravzaprav imamo konflikti, ki smo ne smemo sodelovati hkrati v dveh mrežih. Jaz sem že zasedena pokut informacijo, da ne bom kdo zaživil časa v zavrečujem pohvaje. Ni nujno. Tisto, kako organizirate Točno to. Največje, kot Budimpešta, skoraj 2 milijona, pa v bistvu ne okrobotita. Raznolikost je lahko prednost, lahko odvisno od vsebine, no? Da res morate znati argumentirati. Je prednost. Mislim, manj mesta se zelo drugače odzivajo. Tam tudi župan zraven sodeluje, čez drugače planira neke zadeve, ne? Da se lahko od malih mest tudi ogromno naučimo. Celo bi rekel, Urbak je načeloma bolj zanimiv za majhna mesta. Glih zaradi tega, ker za velika mesta so to taki drobiži, da se enostavno redko odločajo za to. Zahodnoevropska velika mesta so vedno redke partnerje v Urbak mesta. Še to mogoče, ne, ta mesta, ki so razdeljene na distrikte, ki imajo pravzaprav občine, recimo v Budimpešti, ni mesto Budimpešti naš partner. Naš partner je 12. distrikt, okrožje, in tam lahko okrožje kandidira. Recimo, mi smo imeli tudi pozive od, mislim, da je bilo 14. okrožje Pariza, je bilo zainteresirano, pa Amsterdama. Skratka, lahko imaš samo manjšo cenico znotraj velike metropole, tako da je to mogoče. Ok, bomo v konkretnih stvarih še pol v nadaljevanju. Če je še kakšno tako, bi rekel, splošno glede razpisa, oziroma ne razpisa, ampak kako se lotiti, no? Če ne gremo zdaj na coffee break in nadaljujemo o